Ko mora biti za res, kaj? Nora. Ja, se imaš v scenariju. Vse to je res. Tako je. Ali naredi zamah na ena. Ja, sem ga jaz. Ali ni resno bi se Ali ni zadeve. naredil zamah na ena. Ne. Jaz On je sem šel pa kar po svoje. Ja, Sem jaz bi lahko na kompjuterju tole imel, sam nočem, zato ker hočem, da bo snemal. Impro liga. Ura laufa? Ura, koliko mora biti? Vse je intro zdaj, se kaj ne slišiš. Ja, aviza. Aha, ja. Ja, pa je Slavka, to je pol še. Intro. Ne, intro je zdaj. Zdaj ni več čisto zmedne, ker ni muske. Ja, je muska, ljudje slišijo musko. Mislim, je. Zdaj razumem, a veš, kad snemajo na green screen, zdaj jih razumem. A to si se poistovečil. Čist. Navadati se moraš. Ja. Sam navadati se moraš. Jaz sem ga Harrison Ford. Čist ga čutim. Razumem ga, veš, težko je igrati. Ja, na green screen je Zdaj imaš pa zajeban. tukaj vesolce, kalaupe. Zato ni hotel več Star Warsa igrati, ker so bili green screen, pa je šel pa Indiana Jonesa narediti. Ker je bilo še več green screena. Tam je mogoče bilo več, mislim manj, pač Spielberg je kaj ziher bilo, ne. Kaj je ziher bilo, vala. Spielberg po moje spilči tega, ne. Ne, to. Kaj, da so mu postavili Ja, da nima, kuliso neki valjda. tako. Ne, pa pač, naredijo malo, ne vem, bi mogel preveriti. Nisem gledal tunih takulh. Ja, vesolje je malo težje postaviti, verjetno, kot piramide. Ne? Ja. Mislim, sploh, ker ne veš, kako izgleda. V glavnem, ja. Ja, v glavnem, tako se počutimo, ali kaj. Ja. Čeprav jaz se ne. Mislim, Zdaj sem se že nehal, no. Mislim, Zdaj že me, ker zdaj ne- revizijo že imel. zdaj, no, zdaj se že vem, lahko, a veš, ja, ne vem, nimam, prav tako pa še te črni sobi smo, mi je prav tako čudno mi je, no. Ja, zdaj moramo povedati, da smo V črni škatli. sobi smo. Ja. Črni V črni škatli sobi smo, pa črna reč zuji, mogoče boste slišali, mogoče ne, ampak To je samo za vas, čez 3 tedne pa zihar ne, ko pride nova črna škatla, ki bo ful boljša. ko bo ful To je tako, beltika. kot ta vodnik 2.0, veš. Ta je še 1.0, ki zuji, ne, pa ko pride vodnik 2.0, bo pa ful boljš. Radi, a ne čuješ. Ja. Ko BMW. Ko BMW. Ko beve. Kdo ve, No. ve. Ja, Kdo ve, ve. kdor ve, ja. Ja, jaz sem pozabil. Rane. Tako. Zdaj smo vse povedali. Da brez veze, če kdo ve, bom to ven fuknil. Ne, se Ne. pustne. Ne, ne bo. To je bilo Ne, to, ne. ki se je spomnil, pa pravi, ja, valjda, to je bilo to. Vse to. Ja, se. Da mu ni treba googlati. Ja, z vse imamo v zapiskih, za nas, ko smo A ja, pozabili. seveda, ja. Ja, Mi res veliko pozabimo. Ne? tako da Res veliko pozabimo. Ja, preveč. tisto, kar smo se prej pogovarjali, da se ne bomo dotaknili. Kaj smo se pa pogovarjali? Je prej za v križnikah pa tako. A ja, križek. Ali pustimo. Ne, pustimo. Pustimo. Križake so Fajn pač, so, križanke so fajn. križake so samo za naše podpornike, da so Tako. obveščeni prvi Tako. o namerah naše politične elite. Elite. Tako da Oziroma njihovih pustimo- podpornih kanalov. Pustimo tisto Pustno vnemar. nemar. Tako. Ja. Mogoče se v Discordu razvila kakšna bolj živahna debata. Ampak Ja, mogoče, ja. Če ne boste pa, a ne boste v našem e-poštnem novičniku, ne boste Ali nič naš, slišali. tudi če recimo nisi podpornik, lahko priješ na Discord, ne moreš, ne? Valjda, da lahko. A lahko? Oh, seveda. Seveda, No, samo vprašaj. moraš še ne opravičujemo pika.se ali pa hvala Ja. serijo.si, po mojem. Ja, Najbrž. okay. Nisem Tam je nikoli- nekje link do Discorda. Vsaka Po čast. moje, z gotovostjo trdim, da je hvala, ne, opravičujemo pika.se pošiljnica Discord, bi rekel. Bi rekel. Ali pa Sliš- hvala sliš se- serijo.si pošiljnica Sliši se Discord. logično. Ne, Nekaj takega ne je. upate klikati, mi jaz Ja. to rekel. Ja, v In zapiskih boste bo. zvedeli, kaj pol, o čem smo govorili. Ja, Vprej. v preddelu. Ful bo zabaven. Ja, zato se splača narediti. Ej, Ja. mislim, Hvala za Zato- serijo.si. zato plačam. Ja, Res. res. A, pizda, nekaj. Ja, pa. Aha, muska se je prežgala, Kaj? ker ni muske. Pač. Okay. Vse v redu, vse v Vse je redu. v redu, vse je pod kontrolo. En, dva dela. Ja, in kako ste? Enač. Ja, lahko poročam, Berlin je bil lep. Lep, ne? Ja, grem še. Navijači so ful dobri. Če ne bi bilo njih, bi imel DNF napisan na 25 km, tako pa pač nisem. No, pa le, imaš. In imaš medaljo, da dokažeš, da si bil res. O ja, čak tam imam, vse sem vam prišel, pa Hej, nisem si to pokazal. lesal? Wow. Čak, Mi videli smo sliko, no, ampak Ne. če pa uživajo, pa nekaj čist drugega. Pa zgleda orang tako sem. Ja. Ja, po slikah, samo res. po slikah je zgleda Res tako. so imeli grde do 50, to je bilo lani. Lej, takrat je bilo to lepo. Letos so pa pojačali. Ne vem, kje je. Mogoče sem gor pustil. Jo, upam, da ni Zdaj, da zgubil. ni je izgubil. bem, Brisača. Čeprav
Jaz sem meni se zdi 2019 dobil v Beogradu. A? Stari, kašna medalja. res? Da sem olimpijske igre zmagal. Res? Res lep. Aha, evo. Stari, Se dal najboljše si- je bila pa una medalja za Lepo. 5K. Je bend, je Za pa to. za petka je bila pa, tako kot si rekel ti, taka, še večja, pa še bolj bi zadivja. Za petko. A res? Res, očitno so dali in pol v ponedeljek so poslali na app, da imaš wear your medal proudly, ne, medal Monday, hashtag, in stari pobrli ne bo medalje, sami jaz sedim, kreten, nisem po mojem. A res? Ja, valjda. Ves se zdel prav. Res, tole je medalja tako, mislim, Ja. mrs katera. Vse je tudi zaslužena. Ja. To vsake preteče, kjerkoli maraton je zasluženo, Ampak ampak pa če ga trpiš. tole pa je 5 ur izdelek. pa no, 3/4. izdelek. Lep izdelek. Lepo je narejeno. Lepo tudi ima, kako bi rekel, se vidi iz težkih kovin. Mislim, Ja. Ne teh težkih, da te polce zasvečeš po noči. Ja, še progica trasa. zadaj je že. Kaj bom Lepo sanjal še pa. do drugega leta. Mater je. Pa To medvedek, pa verjamem, vse. Vse tako, kot mora biti. Ja, pizda. ja. Zato je za tako, za nekam postaviti. No. Ja, prav lušna. Ja, Prav lušna. lepo. Drugi ne bo še po eno. A ja, ne boš šel na kam drugam, recimo. Ne. Ne, to sem se že London prijavil. ali pa- Ne, sem že pa Robleku, sem že na maraton.si sem že bombal. Po fočko se. Ja, pa je rekel, počak, najprej žreb. Aha, Novembra, ne, mogoče bomo šli v srečo. Pa sem pa gledal, da za recimo Boston ali pa New York, ne, so itak kvalifikacijski časi taki, da noben rekreativc ne pride v live. Mislim, ja, pač 23 stari. Upizda. Ujebote. Boston so 3:15, no, v glavnem. Ampak ima pa tudi žreb. Tako da sem rekel, sem pa šel v New York prijavil za žreb. Jebi ga, mogoče mi parata. Ja, enim se je, vem, da so se zaprijavili. Ja, sej, Jim je ne vem, rata. koliko jih spusti. Vse zavale, da ne, a veš, kvalificira se redko kdo v resnici. Ja. Mislim, redko kdo Pač- od vseh rekreativnih tekačev. Ne. Ja. Tako da, ja, lušen v glavnem. Priporočaš. Ja, v bistvu ga lahko tudi pol prehodiš. Zračunal sem, da če odlaufaš ta prvih 10 km z nekim zmernim tempom 6:0, pa pol hitro hodiš, prideš čez. Dobro, se pravi, Se še da. Se pravi, če, 6 ur pa 15 je limit. se pravi, če recimo, da ti rata 6:0 prelaufati, ga pol komod svizneš. Recimo, da ga laufaš tako. Pač da laufaš 6:0 tempo. Ne, 7:0 tempo ga Okej. zvizneš čez. Mislim, tako nalagano, pa še malo hodiš. Okay. Po mojem še več. Tako, res, lepo. No. Pa navijači te res ponesejo, tudi če ne moreš materim. Mislim, hvala Če bi ne mogel- grem kamere. Hvala bi mogel reči, ampak Ja. nisem zmogel. Lepo. Tako da, ja, no. Lepo. Bilo je lepo. Danke Deutschland. Ja, pridem Tako. še. Saj tole popravite. Nekaj dela. Kaj Ja, dela? telefon. To si sam ti slišal, mi Ja, sorry. da nisem slišala. Ja, internet je začel delati. Tako da, kaj, gremo zdaj kar naprej na Pejmo kar na Slavkota, ne? sorry, Slavko, ja, sorry. To bom zbrisal, bo pip, Ja. bom dal za nazaj. Ja, koliko imamo? 8 minut, 8:30. 8 pa pol, ajde. Dobro, v redu. Če še malo počakam, bo 8:42. Malo dajmo počakati. Zdaj Bomo pa vizo. bo neprijetna tišina. In zdaj. Zdaj, ja. Sem jaz? Ja. Jaz sem se zdaj malo odklopil. Aha. Ali je šel malo brska po. Ja, nekaj sem šel gledati. V Ja. glavnem. Še takoj, ne? V službi, ja, veš, na kofe sem šel. Pridem pred. Ja, pridemo pred. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci. To je podcast o življenju, vesolju in sploh vsemu. Tudi o zadnji Douglasovi knjigi Zadnja priložnost, ki je napisal skupaj z Markom Karoradinom. In kljub vsem tem neverjetnim podrobnostim in informacijam, smo mi še vedno Aljo. Peli. in zi. Najlepša hvala vsem. Pizda. Prebrati moraš prej. Ja. Ali ni bilo interneta? Ne? Ne, a veš, Samo to to si mogo že stari, to- možgan sam ja. prebrati, mislim, a To veš, to ni to ni stvar, prav. ki bi se zmotil. Ampak. Ja, najlepša hvala vsem, ki nas podpirate in dobivate
ves teden, vsak teden 10 do 15 minut nebuloz direktno pred glavno oddajo. Ja, tako je. Največja hvala pa seveda vsem, ki nas poslušate. Če bi nas pa radi podprli, pa lahko to naredite na hvalseribi.si. Ful imamo enih stvari, ne? Se pravi, te bonus epizode, predepizode lahko pretestirate s preizkusnim rokom. Ne? Pa nič se počutiti pod pritiskom zaradi teh informacij. Zaradi teh naših pozivov. Ne, zato, ker bomo s pozivi nadaljevali, ker dobite še 17% popust za celo leto. Tako, to je kot v lokalu zdaj, veš, kaj ti dajo. Še na pitnino. Ja, še na pitnino. To je ta segment, ki ga klikate zdaj na hvalseribi.si, pa bo ful dobro. Če pa mislite, da bi kdo drug, ki je ful fan naših nebulos, mu pa lahko podarite podporo, tudi podarite. Seveda, prihajajo novoletni božični prazniki. Mi smo pravo darilo. Mi smo pravo darilo, ker mrča, ki ga obljubljamo že 5 let, še zmer ne bo. Ampak kaj veš, če smo pravo. Nismo pravo darilo. Darilo, ki skozi prihaja. Vsak teden je novo darilo. Tazga darila ni. Vsak teden v vašem podcast predavalniku, nekaj novega. Nekaj novega ni še videl, Ne vemo, če je to super dobro, ampak je pa. Ne dvomim. Je pa. Tako da jaz mislim, da splača se. Mislim, dobite za to. Jaz sem naročil, stari, majke mi. Jaz bi se tudi, pa se bom. Vala. Ja. Tako da to je to. No. To je to. Skoraj ste me že pripričali. Pripeleš še prijatelja. Če te pa še niso, bomo pa naredili tudi ta, vprašajte nas karkoli epizode, ker nas bojo lahko podporniki vprašali karkoli in bomo mi to odgovorili. Čeprav pizda, a to res hočemo? Karkoli. Pizda, karkoli je kar široka tema. Ne? Ja, lej. Ampak lahko. Mislim, če boš šli astrofizikom, pač bomo Dunijo vprašali, pa bomo pač ono odgovorili. Čakaj, nismo rekli, da bojo odgovori točni ali pa tudi pravični se bomo. Najbrž bojo netočni, to boš prav, pravični se bo treba najbrž. Trudili se bomo po najboljših močeh, kot vedno. Ja. To je pa to. Ja, se to moš prav. Ja. Trudili se bomo, da bodo odgovori všečni. Ne, da bojo pravilni, ampak da bojo všečni. Tako bomo. Mi bomo točni, pizda. Jaz predlagam, da smo kar se da divje netočni. No, vse to, po svojih najboljših močeh. Mislim, če bomo pa ne bomo zdaj všečni, bojo tudi trde resnice. Tudi ura, ki stoji, ima 2krat na dan prav. Tako je. Kako že ti praviš? Se pravi. Sej enkrat na epizodo nam vrata ali pa 2krat mogoče, če je dobra. Ne, se pravi, ne bomo se skrivali pred da bomo neki všečni. Bomo. Tudi neprijetne resnice. Ne pri vsemu povedali. Tako kot skriženkam. Vsemu povedali, vse. Vi sam rečete, vprašajte. Ja. Kar vas zanima. Tako da hitro poklikati hvalseribi.si, vas že čaka, lepo pripravljen in prenovljen že nekaj časa. Tako da, juhu. Tako da, kvarnik, pa gremo pogledati, kaj smo delali prejšnjo epizodo, ali kva? Ja. Kako že gre? Ni zvokov, pa sem zmeden. A si videl, da je bil v scenariju, da piše oglasni blok, stari? Oglasni blok? Prav, oglasni blok sem dal scenarij pisati, to sem pa kar ponosen, ker je bil res oglasni blok. Po mrču je. Prišel sem do mrča. Se si isto rekel. Isto si rekel. Wow. Ampak to sem brez veroval to. Nisem vedel, da sem jaz na vas. Vidiš? Zato je že vse podzavestno, kako smo mi dobri. Gremo na Val 202, here we come. Gremo, audio festival, zdaj le bomo. Ne, letos še novo, ker so nas poznali poklicati spet. Headlineri. Tako da jaz ne grem letos sploh. Ne, protestno ne gremo. Ne, bom šel, brez veze. Ne, se prijem popoldne pogledati. Zakaj pa nas niso ogledali? Ne vem, brez veze. Predlagal sem, da bi bili v duetu z Godlerjem pa s Tomičem, ker ona da tudi veliko povesta o temah, ki se tičejo ničesar. Z lahkoto. Mislim, da je zdaj Godler na kategoriji višji, kot vsi, ampak dobro rade.
pač vse bi se trudili po najboljših močeh, to, kar znamo. Tako kot Rocky je ena, gor na nogah bi vstal, upam, mogoče. Ne vem, mogoče. Tako kot Rocky. Ja, no, a veš, vsi mislijo, da Rocky zmaga, ne zmaga, na koncu je njegova zmaga to, da na nogah ustane. A smo že dali Kvarnika? Zdaj. Ja. No. Če kdo še Rockija ni videl, na koncu v bistvu pušne. A nisi videl? Ne, nobenega Rockija. Ugan, za kjer film je Sylvester Stallone dobil Oscarja. Ja, se si ga zaslužil? Za scenarij, ni dobil za igro, ja. Pa tudi scenarij je dober. Ja, je se. Poslušam o tem Steven Pressfield, kam ima te, a veš, kako te, ko ima že, on pravi, da je v bistvu resistance, če ne moreš pisati, ne. Da se moraš sam tega losati. Ne, da je v bistvu samo v svoji glavi, ampak tako lepo napiše, no, in ima celo kligico bukelca, 150 strani. Pa še dal zdaj dnevne knjige, da imaš tako kot dnevni stoik, ne, in ima te iste dnevne, in vmes se cere par scenarijev, pa par knjig, in ima Rockija enko večkrat kako je to narejeno. Primer, pač čist po muštru prav, tako kot mora biti. Tudi ni srečen konc. Je srečen, pa ni, ampak on ne zmaga, kot v vseh ameriških filmih, ne. Glavni junak zmaga. Ker je Silvo vedel, da bo dvojka. Ja, ni. Takrat ni vedel. Kumi ga je spravil čez. A res, kaj? No, pa pogledal Rockija. Rocky 1 je dober film. Se pravim, tudi ni tak športen film, ki na koncu ni zmaga, ne zmaga, ne, mislim. Nekaj mi je že premladega. Kako se razlaga, tako je scenarij lepo napisan, pa kako ima, pa tudi razlaga, kaj mora imeti glavni lik, neke svoje notranje boje, pa kako v primeru Rockija, pa tudi drugih, ne. Tako da zdaj moram pa res prav pogledati. Ja, pa vsi mislijo, da on zmaga vse tiste, ne. Rokice gor letijo. Ja, vse to. Cool, si ga vmenudil. Poročam naslednjič. Ampak v bistvu ni to. Ne. Ja, v prejšnji epizodi. Kje smo bili? Naša druščina prihaja na komodo počas. Počas se vlečejo. To ni to una v marca, ki jo imate v dnevni sobi pri stari mami. Ali pa vi, če ste ti komoda. Ne vidiš, se jim kupili, ali pa kje? To ni nekaj, kar dobiš na Bošjaku ali pa pri stari babi, to je res. Ampak tudi oni še niso na komodi, niti na komodu, ampak so na letališču na Ladingaju, ali kaj že. Tako Ladingaju, tam dol, Levovce Mudrije. Ne, nisem. Labumbaj. Labumbaju. No, v glavnem, to smo pa zaključili, smo pa s tem, da ne se dosem pripravljalo sodelovanje. Ne. To smo imeli v samem izteku epizode, to se mi zdelo pomemben poudarek, ker je res. Ne. Pa komunikacija je pomembna. Sodelovanje, sploh pri križankah. Pri križankah. Mislim, prekrižek, ne vem, če je komunikacija pomembna. Ne. Je, če ne veš, moraš skomunicirati. Dobro, ampak ti spustiš prazen. Dobro, ampak si, veš, križek. S prijateljem iz stranke. Pokličeš Jože, kaj je lepo. Kaj je pa naš peti člen v statutu SDS? Kaj je ustanovni član, no, kdo je že bil? Kaj je že ta? Kdo je že predsednik? Ustanovni član Jože, kaj je že bil, no, pizda, pozabil sem. Pučnik. Ok, to smo vam rešili. Geslo smo vam rešili. Ja, taj smo govorili, stari. Kaj gre pol noter v besedo, ko se staviš? Kaj je pol za geslo, kaj je za praven stroja. Kaj je Janez naš je velik. To je tudi geslo, a pizda, ne, zdaj sem še geslo izdal, fuck. Pa smo mislili, da bo to samo za podpornike, bi ga ni. Neč. Zmerim pojma nimajo, v čem govorimo. Razni podporniki, če so poslušali. Tudi to je vprašanje. No ja, pač so tam. Ja, no v glavnem, zdaj Kvarnik damo, pa pejmo kar noter. Pejmo. Kje pa smo v minutah? Je že konc.
A že trpiš? Ste kaj na Martu? Zdaj si službo dejansko začela. 19. minuta podcasta je približno tako, kot 27 km berlinskega maratona. Beli ful trpiš. Imaš pa upa, da v konc. Zdaj sem bil že pred 10 stari nehi. Benga benda nimamo tukaj. Ja, sem res, kje je bend, da bo zdaj malo razvedri. Zapelja malo muzike. Moramo malo tudi kakšne tele spodbudne plakate, da tale črnina po mojega ubija. Ja, te imaš to, pa to, veš. Imaš to, dej. Te to moderne, veš. Pa kakšnega mucka gor. Daily motivation. Kakšnega mucka, ki ti pravi, vse lahko. Ja. Mislim, jaz si predstavljam, da mucek tako govori. No. Ja. Vse je mogoče. Mucek pa kaj lev polu gledalo, veš. Važen je, kako se ti vidiš. Ali se pa vidi v teh vodah, vidiš že kakšen tale plakat. More than fair share. Bravo. No, glavno, bili so pri letališkem terminalu, oziroma Kolibi, sta jih počakala dva moža, en je bil Kiri, drugi je bil pa Mus, ki ni bil los, tako kot se je avtorju sprva zdel. Je pa tudi ugotavljal, zakaj mogoče najbrž ni, da nimaš na Balju po severni živali imena. Ja. In pa je gotovo, da je okrajšava za Hieronymus. Ja, da mu je bilo pa tudi čudno, da ima tisti Hieronymus, da ima Nemi. Nemi Hierony. Ja, samo oni so imeli, tako kot oni so na Madagaskarju, so imeli tudi tle očitno neke neme delo besede. Tako pač pride, ne? Tako pač pride, ne. Ampak problem je bil potem, da so oni pričakovali človeka, ki mu ne bi bilo ime Mr. Čondo, čeprav se ne piše Condo, kar je bilo še posebej čuden, ki ne bi bil njihov vodnik, ampak njega po nekem spletu okoliščin, kam je že šel. Ampak da bo prišel, sem mu zarekel. Potapljati se je šel. Ampak pride. Ja. Samo što ni. Sem to sta prišla dva človeka povedati. Ja, da jih prepriča, da pride. Dva sem poslal, da če dva pošljaš. Sila pomemben mož, da lahko pošle dva človeka, da prijete povedati, da on bo zamudil. Pa še kar impozantna sta bila, ker si je avtor vzel res par trenutkov, da je opisal, kako je imel mogočen čop Kiri pa vse to. Tako. Pa z zelo nizkim glasom. To sta bila vredna namestnika, očitno. Ne? Tako, ne? Ena pa dvojka, ne? Namestnik, 1-2. Ja, očitno, ne? Ne, že to, da veš, da imaš ti možnost, da dva človeka pošleš samo zato, da prijete povedati, da je v zamudu. Ja. To nekaj pove, veš, v tvojem statusu. Ja, in Douglas se je sprašal, zakaj zakaj redke ljudi v Indoneziji kličejo gospod. Ja, to je gospod, ki ima dva namestnika, ne enega. Pa še gospod se mu reče, to je rang višine. Ja. V glavnem zelo kmalu se ni izkazalo, zelo kmalu, ampak oni so imeli pa še veliko dogodivščin pred sabo. Všeč mi je, kako lepo opisuje, kako se na teh, to so res odročni kraji, lahko rečemo, da bi koga užalili. Zgodi ful stvari, ki so... Še posebej takrat so bili verjetno še bolj. Najbolj so bili še bolj. Verjetno malo bližje glede vseh možnosti potovanj. The best mi je bilo, ko jim je na avionu nekdo rekel, da na otoku Flores, kjer so pa sam 3 tovornjaki, ampak oni so se na poti do vasice, do glavnega mesta, kamorkoli so že šli, so jih srečali že 6. V bistvu je avtor bolj ugotavljal, da večina stvari, ki tam veljajo, ki ti jo povejo kot neko dejstvo, ne velja. To je skoraj tako kot v našem podcastu. V bistvu zelo podobno. A smo mali indonezijski? Mečken imamo, se zgleda neki te krvi pretaka. Kaj pravijo, da je vsakmu delček Džingis Kana, je verjetno tudi delček Indonezica v nas. Očitno, da smo veliki Indonezica. Mogoče je le. Očitno je kdaj do zatavne. V glavnem, pol so šli še vmes pogledati za one karte, ki jih je malo skrbel, če bojo, in je majster v Kolibi s kartami rekel, da škoda, ker niso pa njih kupili. Je bil že kar malo užaljen, da so pa že to preveriti. Mislim pa ne, da sploh... Že to, ja. Ja, že to prideš preveriti, kaj zdaj hodaš preverjati? Ne se seveda 8 ljudi letel, mislim, kaj zdaj, čem je problem. Kako, če smo samo 3 napisani, pa še en ekstra? Ne sprašuj, imamo sistem. Imamo sistem. Ne se leti.
In pol je avtor predlagal letalskim firmam, da naj se malo podučijo. Ne. Če bi ta algoritem tega možakarja ugotovil, kako bo kjer mu on laufal. Bi lahko ful pridobil. In ta trditev se je izkazala še za kako resno, zato ker on je naštel avionske tvrdke, kot so British Airways, Lufthansa in TWA, ki je vmes že lepo potonila. Tako, ja. Ker niso pogledali sistema od majstra. Vse leti. Avion je vedno poln. To je to. Ne? Mislim, če ne letiš, je ga. V bistvu zdaj letalske družbe so to načelo so zelo dobro pokoristile in prebukirajo lete. Ne? Zdaj ja. Tako da zdaj točno vejo, koliko ljudi leti, ker leti poln. Ne ve se pa, koliko ljudi dol ustane. V bistvu. To je pa uganka za sodobne. Za sodobne nomade. Čeprav jaz sem tudi zdaj bil, mislim, smo se dobili v Londonu in en ki bi mogel prijeti v London, smo dvakrat odpovedali let. Si bil prejšnji teden iz Londona? Ja. Samo dvakrat, sicer je leto iz Linca, kar mogoče Linc ni toliko obljuden letališče, ampak prišel je Ke. Štefan? Sandy. Štefan je že v Londonu. Že Ke? Ja, že se sem dobil. Cela familija tam. Čakaj, niso? No, v glavnem so odpovedali dva in celo v ponedeljek pa smo rekli, ne bomo leteli danes, pride v torek, čekira prtlago, je da noter, pa mu ne povejo, da ne bo letel, pa čez pol urce mu pove, ne greš zdaj, greš čez 3 ure greš. Ta let ne gre, bo drug prišel čez 3-4 urce pa letiš. Malo počak. Rekel si, super. Tako da se že zmeri tudi, ki je bolj, kako bi rekel, ne toliko odročnih krajev, kot recimo Linz. Kot je naša, ko si pravi, v Avstriji bo vse te bolj, ni rečen. V Nemčiji pa je. Niso imeli čas šalter za une, ki so mislili, da so v Avstralijo leteli. Pa je bil, ne vem, nekjer v letališču, da je bil pač šalter za vse une, ki so se zajebali in so mislili, da so v Avstraliji. Jaz sem recimo iz Slovenije prišel normalno, tako kot so rekli, sem prišel v London, takrat, ko so rekli. Tako da, Bepi. Tako da. Da pa le nismo tako ukojebina. Neki aparata. Mi smo šli pa z Ryanerom, pa na Berlinu so takrat neki hekali, pa stari. Mira, če ne poslušala unih teh zvočnih obvestil, bi gladko ostala v Berlinu. Ker pač to so imeli pa posod probleme. Po Evropi je bilo. Displeji pač niso delali, samo Švabi so se odločili, da bo pač dokler displeji delali, ljudje so šli, stari. Barcelona je na 4 getih bila, ki so jih gledali, kako šetajo. Naš so enkrat pošetali, pa ko so na drugič pošetali, da so čo rekli, ne. Mi je tle od zgor ostala, pošušala pa mer. Pa zadnji klic, mislim, last core for 3S. Super, kje je bil pa ta prvi, pa ta drugi, pa vsi vmesni in nobenega. Ampak so prišla, tako da v redu. No, oni so pa prišli v mesto in pa so ugotovili, da v bistvu gospod, še otročatka jim je najnovejšo igro v mestu hotela prodati, je mogel obdelati avtor, ne. In sicer kokoš z eno samo nogo. To je za videti, ne? Ja. No, je pa pol stal na glavni ulici še več izmed tistih 3 floreških tovornjakov, tako da očitno jih je bilo več kot 3. Oni so šli počakati gospoda Kondota, Čonda ali whatever, pa ga ni bilo. In so pivskali pivo in so imeli pač, najbrž se niso imeli prav zelo slabo. In so stali pred enim hostlom v bistvu, ki je bil v bistvu prazen, ki so prišli in se jim pol ni zdel, da bi šli bukirati sobe, ker sem mislil, da bojo šli na komodo direktnega. Mislim, se je to los rekel, ne? Takrat je los rekel, ne? Tega niso šli, tako je, ker so rekli, da bomo samo še malo pa gremo. Zdaj, če malo se je, Čondo pride zdaj, samo malo pa štaplja se. No, ni bilo tako, ne. Na koncu je prišel večer in pol jim je prišel en deček povedati, da mislim, vse je polno, ampak nekaj... Da zjutraj za rana pa res grejo. Ne, pa to je bilo, sobe so jim zrihtali. Sam pa so šli po hodniku in pol je Douglas ugotovil, da se je hodnik ful dobro, mislim, da se je njihova soba ful dobro delala, da je hodnik. In da pač, ne...
bo to. Oziroma, pelov jih je čez hodnik, ki se je izkazal, da je to zdaj njihova soba. Tako je bilo. Ja. Ampak ja, v glavnem, so rekli, da bo to. Mi pa rečemo, a je bilo še koza vmes. Še koza je bilo vmes. Je bila? Ja. Da je mogel samo nesti. Ja, ne, to, da za nekomu, da pa res ne rabiš koze, ki jih ima že tam dosti. Ja. To je bilo v prejšnjih delih poglavja, da je moral nesti, ampak zdaj so ugotovili, da je koz dosti tam. Tako da bojo pa šance nesel. Bojo pa šance, ker pač hranilnikov ni, imaš za sabo nekaj. Ja. No, zdaj se bomo že odpravili na Komodo? Ne, ker se še spat, stari. To samo drug teden. Ne, zdaj se šli pa spat. Tako. Ker drug teden bomo pa v spanju veliko govorili. Rekel jim je, da se dobro ne spijo. Tako je, tle končamo. Ja. Rekel jim je, da se dobro ne spijo. Tako je. Vi pa ne zaspati za volanom. Ja, mislim, ponedeljke. Slučajno ste. Mislim, ja, pa ponedeljke pa gužva je, pa vsi vemo, da se ne premikate več kot 6 na uro. Ja. Tako da lahko bi tudi laufali. Mogoče bi lahko tudi hodili, če ste v tej hudi konici. Sočustvujem z vami, ker jaz hodim mimo. Čau. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo, nismo še prispeli na Komodo. Še zmeraj nismo prišli na Komodo. Zdaj smo v bistvu še zmeraj v Ladingaju. Ja. Čeprav ste verjetno že 2 meseca doma, ampak mi smo pa še zmeraj tam. Tako pride. Ja. Samo to, da preden povem, da nas ne sledite na družabnih omrežjih, raj se naročite na podcast tam predvajalnikih, pa raj pejte na unhvalesribe.si. Lahko pa še zmeraj pošljete kartico z Ladingaja, ne. To bi bilo pa zmaga. Ta pa zmaga, ja. No, to bilo res dobro. Pa še nekaj tudi hotel reči, sam mi je ta kartica mi je res. No, razmislil pa se še mogoče spomnil. To mislim je v naslednjem stavku. Ne, rojsten dan od Billa Gatesa moramo pogooglati za naslednjo epizodo. Bomo. Oktober je. Ja, sej oktober je, zato. Grafen. Zdaj le bo počas, bo 5. obletnica grafenološkega eksperimenta. Že 2 let imate šenka, ne pizdava materna. Če ne 300, ne bilo 22. Samo tisti, ki so se cepali, tisti, ki so bili pa pametni. Tisti pa, ne. Ja. Tisti pa, zdaj se moram to nadržati, da bi lahko to obrnil. Mogel kakšnega farmacevta povabiti, malo razložiti le grafene, kako so oni to spravili nas pa to. Malo to. Skratka. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za seribe.si. Zdaj pa, če ne slišite tega, bom sam naredil to, kar mislimo v našem novem studiu, dolgo pričakovano. Šel posnet. Tako približno. Se res? Zdaj, ne vem, če vaš dosti kabla. Je domen. Še sme apizat, Mike. Nek ni dosti kabla. Nek ni dosti kabla, to je res, ampak nek pa je dosti kabla. Kdo ne more. Eto. Zdaj pa slišimo. Ampak zelo malo. No. Ja, bolj, kad ti drgneš po hišju, kaj drugega. Tako da niti sleni moteče. V redu, to je to. Dobro. Tako da lepo se mejte, ne? Pa rad se mejte. Že skoraj pozabil. To je to, ajde. Čau. Zdaj moramo še to. Bom dal še tega sounda full, to bo noro. Pa še miza klele odspred. Mislimo. Ja, se prav. Prav res ne. Te rabimo, da se jih lahko premakneš. Ja. Če se hočeš pogledati na slon, roke, bom jaz naročil. Star te. Sej imamo še. Se je kle prišel. Pa dobre zice. Ne, zaenkrat bomo... Zaenkrat bomo, ampak dobre zice pa. Ja, pol pa ja.